Dober večer in lepo pozdravljeni na današnjem predavanju v imenu Zavoda za kulturo Bled in Muzejskega društva Bled. Danes nam še zadnjič v okviru prvega sklopa predava Aljaž Pogačnik, umetnostni zgodovinar in višji kustos v Gornjesavskem muzeju. Tokrat bomo poslušali o plakatih iz druge svetovne vojne. Vsekakor gre za zelo zanimivo in morda za koga celo malce kontroverzno temo, a sem prepričana, da bomo vsi zelo uživali. Močna propaganda je bila že od nekdaj ena izmed temeljnih sestavin političnega boja. Danes pod drobnogled vzet vojni plakat kot popolna kombinacija likovne upodobitve in udarnega slogana svojo agitatorsko močjo že od nekdaj budi in poziva mimoidočega, naj se bodisi pridruži in postane del nečesa večjega, bodisi naj to možnost zavrne in odgovarja za svoje dejanja. Moč ideje in njenega utelešenja morda še najbolje povzamejo besede nemškega propagandnega ministra Goebbelsa, Hitlerjevega najboljšega sodelavca, ki je rekel: propaganda je najbolj uspešna takrat, kot tisti, s katerimi se manipulira, samozavestno verjamejo, da ravnajo po svoji svobodni volji. Hvala. Gospod Pogačnik, izvolite. Spoštovani gostje, lep dober večer, tudi v mojem imenu. Danes imamo malce drugačno temo. Verjetno ni tako zanimiva kot ljubezen v likovni umetnosti, ampak je pa zelo specifična in za umetnostno zgodovino prav tako pomembna. Oziroma, lahko je pomembna tudi za marsikakšno drugo vejo znanosti, kajti plakat proučujejo tudi psihologija, sociologija, zgodovina in pa seveda tudi umetnostna zgodovina. Iz njih lahko razberemo razne informacije o družbenem položaju, o kulturnih prireditvah, o dogodkih v preteklosti. Po drugi strani pa lahko obravnavamo plakat kot osebni avtorski likovni izdelek uporabne grafike določenega obdobja. Lahko se spuščamo tudi v razne ideološke in pa politične debate. Ampak danes bomo to postisnili v stran in se osredotočili predvsem na umetnostno-zgodovinski pogled. Večina teh plakatov, ki jih boste danes pogledali, hranimo v našem Gornjesavskem muzeju Jesenice. Ko sem pred 5-6 leti nastopil službo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, je bila moja prva naloga, ki mi jo je dala direktorica, ne naredim inventuro. Ne stolov pa mis, ampak muzejskih predmetov. To sem tudi naredil, predvsem je to bilo dobro, zato da sem se seznal predvsem z gradivom, ki ga hrani muzej. Opazil sem, da Gornjesavski muzej hrani veliko število plakatov iz časa druge svetovne vojne. Ampak ti plakati so predstavljali le drobec plakatov širše zbirke plakatov, ki jo prav tako hrani muzej. Muzej prav tako hrani gledališki plakat, pa politični plakat, pa športni plakat, pa potem o kulturnih preditvah in tako dalje. Zanimivo je bilo to, da smo naredili v Gornjesavskem muzeju pred parimi leti tudi eno večjo razstavo na temo vojnega plakata, kjer so bili ti plakati tudi javno predstavljeni na razstavi. Razstava je tudi gostovala po raznih muzejih in kot spremljevalni program je nastalo tudi to predavanje, ki ga boste danes tudi vi slišali. Večina sredstev, oziroma večina teh plakatov je v Gornjesavski muzej prišla iz občine Koroška Bela. Po drugi svetovni vojni je bila Koroška Bela še vedno samostojna občina. Šele v 50 letih so občino ukinili in večino inventarja je prišlo pod občino Jesenice in potem seveda posredno tudi v muzej na Jesenicah. Večina gradiva so zbrali člani Zveze borcev Koroška Bela
Seveda, ko je muzej pridobil to gradivo, so že v 70-ih, pa potem v 80-ih, pa tudi v zadnjih 5 letih smo v muzeju še dopolnjevali to zbirko vojnega plakata in smo gradivo tudi odkupili od marsikakšnega zbiralca. Tako da, zanimivo pa je to, da glavni fond, ki je prišel iz okrilja Zveze borcev Koroška Bela, da je obsegal predvsem nacistične plakate. To mogoče koga preseneti, ampak če pomislimo, da so vsem partizanski plakat, ki so ga Nemci seveda dobili v času druge svetovne vojne, hitro uničili, nacistični plakati pa so bili javno dovoljeni, tudi da so jih ljudje imeli doma, je razumljivo, da jih je ostalo tudi več. Res pa je, da jih noben ni zbral v takšni količini, kakor pa ravno na Koroški Beli. Tako da danes večina muzejev hrani samo partizanske plakate, pa kakšnega domobranskega, pa mogoče še kakšnega nacističnega. Pri nas pa je glavno bazo predstavljal predvsem nacistični plakati, pa tudi še partizanski, pa Črna roka in tako dalje. Drugače, kakor sem že povedal v uvodu, so produkt časa in pa prostora so pokazatelj neke gospodarske, politične dejavnosti, po drugi strani ponazarjajo tudi družbene razmere, v katerih so nastali in pa hkrati tudi razširjajo in promovirajo predvsem določene ideje. Predvsem so namenjeni za manipuliranje z množico. Od nekdaj so si želeli ljudje, predvsem razne oblasti, vplivati na širšo množično mnenje. In že zgodaj so ugotovili, da ravno s takšnim načinom, kot je plakat, se to tudi najlažje doseže neko širšo populacijo. Danes bomo govorili tudi o umetnosti Tretjega rajha. To je umetnost, ki je veljala za državno umetnost med letoma 1933 in 1945 v nacistični Nemčiji. To je bilo zelo burno obdobje. Po drugi strani pa so velik poudarek dali nacisti predvsem na likovne umetnosti. Tako so prirejali razne letne nemške razstave in pa tudi razstave degenerirane umetnosti. Tole je eden izmed plakatov Richarda Kleina, ki vabi ljudi da naj se ogledajo razstavo nemške umetnosti iz leta 1938. Na eni strani so nacisti jasno povedali, kaj je pravilna, kaj je dobra, prava umetnost, na drugi strani so pa prerejali tudi razstave degenerirane umetnosti, ki je bila nezaželena, ki je niso odobravali. Zlasti so bili v to, lahko rečem, degenerirano umetnost zaobjeti vsi umetniki avantgardnih smeri, predvsem ekspresionisti. Čeprav so bili najboljši ekspresionisti Nemci, Kirchner in tako dalje, so bili ravno ti tudi najbolj preganjeni. Nemci so, oziroma nacisti, ko so prišli na oblast leta 1933, ustanovili tudi nekakšno kulturno zbornico, ki je delovala pod kulturnim ministrstvom, ki ga je vodil tudi Goebbels, ki je bil tudi za informiranje. Najprej so morali nekako pretrgati s to avantgardno umetnostjo. Začeli so iskati nekako korenine. In nekaj korenin so že najprej v nemškem romantičnem slikarstvu, pa recimo v akademskem slikarstvu. Vendar, ko so tako preučevali, kateri slog bi bil za njih najbolj primeren, so ugotovili, da vendarle
je kar veliko profesorjev na akademijah in pa tudi romantičnih nemških slikarjev judov. Ne? Tako da to tudi ni bilo čisto v redu nekako, da bi v celoti se zgledovali samo po tem slogu. Šli so še pa nazaj v rimsko antiko, grško antiko, ki naj ne bi bila še tako, je rekel Goebbels, okuženja z judovsko miselnostjo. Umetnost so razumeli tudi kot propagando. Vse, kar tudi če so naredili, niso naredili plakate, če so naredili kip iz brona, iz kamna, če so naredili sliko na platnu, mogoče krajinski motiv, vse je bilo v službi države in je služila kot propaganda, poveličanje oziroma propaganda ideološke usmeritve. Imamo podatek, da je bilo zaplenjenih po nemških muzejih kar 17.000 umetnin, 650 likovnih del je bilo celo uničenih, od tega je bilo zelo majhen odstotek Židov. Zgledali približno takole, da so prišli domov, vzeli slike. Celo javno so pozvali naj slike degeneriranih umetnikov, avantgardnih umetnikov, ki ne sodijo v idealno nemško državo, prenesejo na kulturno ministrstvo, ne jih predajo in potem izgledajo približno takole, kot vidite tukaj na posnetku. Vsak je prinesel, so lepo pisali, kaj je prinesel, delo so uničili, ali pa so ga umestili celo na razstavo degenerirane umetnosti, kakor vidite tukaj. Te razstave degenerirane umetnosti niso bili tako dobro obiskane, kot so najprej mislili, zato so vozili organizirane skupine s podeželja na te razstave, da so povečali obisk. Na drugi strani, ko so prejavljali velike nemške razstave, ljudje so bili, ampak niso pokupili, tako da večino likovnih del na teh razstavah je pokupil kar Hitler sam za svojo privatno zbirko, zato da so seveda odkupljene. Vse razstave so bile seveda tako degenerirane umetnosti, kot pa seveda tudi na drugi strani velike nemške razstave so bile obiskane strani vrha nacističnega, recimo Goebbels leta 1938 na obisku ene takšnih razstav. Seveda, za dober plakat, kaj potrebujete? Potrebujete dober vizualni paket, predvsem, da se morate izraziti z dobro, čisto barvo. Čiste barve so tiste barve, ki niso nič zmešane, ali to rumena, rdeča, čista modra, ni nekih mehkih prehodov. Po drugi strani pa rabite dober, udaren slogan, ki gre takoj v glavo. To besedno lahko rečemo, barva je temelj, na kateremu sloni slogan, ki ga podpira in vse skupaj seveda tudi v smislu. Eden izmed plakatov, ki ga hranimo v našem muzeju, nosi naslov Die Maske fehlt, torej maske so padle, in uporabljali so ga praktično za ponazoritev, kdo vse na svetu je jud, ki ne paše v ta idealni nemški koncept. Zbrali so se različne politike, največ iz ZDA, ki so jih označili za jude, torej manj vredne. V glavnem, nacisti so izrabljali to javno sramotenje in to so tudi dajali na plakate. To je bila tudi njihova glavna vsebina. Tukaj imamo en plakat z naslovom Ali so to vaši bratje, kjer
nadrobno razlagajo tudi o temu, kakšne vrste Slovanov poznamo, ki so prav tako nekako bili potisnjeni na obrobje. Zanimivo je to, da ko so deželo zasedli, so jo tudi prilagodili. Niso bili vsi plakati samo v nemščini, ampak so bili nekateri celo dvojezični. Tako imamo na vaši levi strani slovensko besedilo in na desni strani nemško besedilo. Njihovi plakati so bili zelo regionalno tudi usmerjeni. Določeni plakati se niso pojavljali po celotnem zasedenem okupiranem območju, ampak na točno določenih lokacijah, kjer so želeli dobiti čim boljši izkoristek. Ta plakat je tudi po svoje zelo zanimiv, tudi iz samega likovnega stališča. Najprej nam pade v oči naslov, če ga prevedemo, boj je težak, ampak mi smo trdnejši, gremo naprej v svet. Imamo postavljene v takšen stolpasti formaciji figur v ospredju nemškega vojaka s puško, ki strmi nekam v daljavo in krčevito stiska to svoje orožje z rokami. Podarjene so vse žile, kakor lahko vidite tamle. Poleg imate moža z brki, prav tako osredotočenega, ki gleda nekam v daljavo, v rokah ima kladivo. Lahko sklepamo, da gre najbrž za nekega delavca. Tukaj imamo starejšo moško figuro, v rokah drži trdno svojo koso. Lahko sklepamo, da gre za kmeta. Poleg imamo gospoda v beli halji, verjetno gre za akademika, znanstvenika. Zanimivo je tudi, da imamo dve ženske figure tukaj v ozadju. Torej, prisotni so praktično vsi različni stanovi, različni poklici, tako moški kot ženski, vsi so skupaj v tem boju. Ta plakat je nastal leta 1943, kmalu po porazu pri Stalingradu, ko je nemška vojska, lahko rečem, doživela prvi veliki poraz. Takrat je bilo marsikemu že jasno, da bo Nemčija izgubila to bitko. Vprašanje je bilo samo še kdaj, koliko časa se bo upirala. To je bilo jasno tudi marsikateremu Nemcu. Začelo je premlekovati tudi raznih surovin, kot je papir. Nemci so tiskali v najboljših tiskarnah, največkrat v offset tehniki, v tehniki litografije, barvne litografije. Njihovi formati so bili veliki, kar se tiče papirja. Po letu 1943 se ta format bistveno zmanjša, saj na polovico. Po drugi strani so nacisti morali nekako okrepiti tudi samo javno podobo, nekako s takšnimi plakati spozivali nemško javnost, da naj skupaj z vojaki stopa v boj za tretji rajh, naj bodo vključene vse plasti družbe, od delavcev do kmetov, do znanstvenikov, do žensk, vsak naj pomaga po svojih najboljših močeh do nemške zmage. Seveda na čelu z nemško vojsko. No, to delo smo že videli, Wiedenbrück, delavca, vojaki in kmet, tri stebri nemške države so bili. Delavcev so malokrat upodabljali, so malokrat upodobljeni v nemški umetnosti. Zdaj, delavci, tukaj imamo dva rudarja. Zdaj, originalni naslov nosi je takle, delavca, vojaki in kmet, tudi če sta
v ospredju dva rodarja. Delavci so nekako bili redko zastopani v likovni umetnosti nacistične Nemčije, predvsem zaradi tega, ker so poseljali idejo bolševizma. Zlasti to delovsko gibanje, ki je prihajalo iz Rusije še pred drugo svetovno vojno v Nemčijo in podpihovalo razne stavke, nikoli niso prikazovali delavca kot neko herojsko figuro. Vedno, vsaj po 2-3 skupaj, kot prispodoba nemškega naroda. Na drugi strani imamo nemškega kmeta. Ta je bil bolj spremljiv za nacistično Nemčijo, predvsem, ker so nacisti poudarjali povezavo oziroma navezavo na očetnjavo, na nemško zemljo, na Lebensraum. V sredini pa imamo 3 stebre nemške vojske, imamo pehoto, imamo letalca in imamo mornarico. Iz teh, lahko rečem, takšnih ikonskih likov, ki so se pojavljali v likovni umetnosti, so črpali tudi propagandisti ideje za svoje lastne plakate. Tukaj imamo delo cesarja Kleina, delavec, meščan, kmet, soldat, vsi združeni za narod, v narodu združeni. Takšni plakati, kakšen je ta, recimo, ki smo ga videli iz 43. leta, ko pozivajo, ko vlada poziva ljudi, ne se združijo vsi skupaj proti zunanjemu sovražniku, so Nemci uporabljali tudi kmalu po prvi svetovni vojni, ko so morali podpisati kapitulacijo Nemčije, ko so izgubili monarhijo, ko se je pojavila kriza gospodarska, ko je bila velika brezposelnost, ko je bilo življenje za Nemce drugače zelo, zelo težko. Plačati so morali tudi zelo velike odškodnine. Nemški narod se je čutil zelo poniženega. Zato so tudi po prvi svetovni vojni, po tej rekapitulaciji, bodrili nekako nemški narod s takšnimi plakati, kakršnega vidite tukaj, kjer so vsi nemški stanovi, vsi predstavniki nemških poklicev družbe nekako skupaj v en glas v boljšo prihodnost. No, to je tudi en zanimiv plakat, ki ga hrani naš muzej. Ni povezan direktno z plakatom, nacističnim plakatom, ampak samo posredno. Nekako posrema njegove vzore. Gre za plakat Ljudske banke v Kranju. Prikazanega imamo zelo mišičastega, takega atletske postave, lik kmeta z lopato, ki je zasejena v zemljo. Potem imamo tukaj obzorje, na katerih drug kmet s konom orje po njivi. Sama figura je zelo heroična, brezosebna, zreva deljavo, nekako narejena je za večnost, nekako naznanja svojo postavo, že samo stabilnost, kredibilnost banke in pa inštitucije, ki jo uglašuje. To je tip moške figure, ki so jo Nemci uporabljali v tisoči in ene varianti. Lahko je bil, ta figura je bila lahko vojak, lahko je bila kmet, lahko je bila atlet, uporabljali so ga za personifikacijo Nemčije, personifikacijo zmage in tako dalje. Projiciral je neke vrednote, neke družbeno-politične ureditve. Po drugi strani, zanimivo, v ospredju lopata, potem imamo plug. Mogoče v kakšni drugi državi, recimo Rusiji, bi ta plakat izgledal malce drugače.
ne bi hranilnica oziroma ta ljudska banka dala nekega kmeta z lopato in pa konjem, ki orje tamle, ampak bi dala v sprejetje predvsem mehanizacijo, mogoče kombajn, traktor, kmet, ki orje mimo s traktorjem. Nemci so vendarle dali večjo povezavo na očetnjavo, na korenine, na povezanost samega človeka za zemljo. Tukaj imamo en zanimivo delo Bernarda Painerja, Nemška zemlja z leta 1933. Delo je najbrž uničeno, upam, da je izgubljeno. V glavnem, od konca druge svetovne vojne se ne ve, kje je to delo. Domneva se, da se je to delo uničilo v bombardiranju. Drugače pa Werner Painer, zelo dober slikar. Če pogledamo nekaj značilnosti slikarskih, imamo, se vidi, da je poznal stare mojstre, predvsem Rubensa, glede nizkega učišča. Potem tukaj imamo prostorsko diagonalo, lahko bi rekla že nekakšna baročna diagonala, ki nas popelje v ozadje, kjer je mesto. Imamo dramatično nebo, ki nas spominja na neke romantične nemške avtorje. Po drugi strani pa zelo drzno zasukal tega kmeta na njivi, ni ga obrnil, da gre proti gledalcu, ampak je obrnil nekako, da gre stran od gledalca in še bolj nekako pritegne njegov pogled in poudari to prostorsko diagonalo. Torej, gre za zelo dobrega slikarja. Nekako lahko rečemo, da ta likovnost vendarle je bila po eni strani pomembna, ampak pri nacistih je bila vsebina tista, ki je nadvladala samo likovnost. In to je značilno za razne umetnostne smeri totalitarnih režimov 20. stoletja. Podobno opažamo recimo tudi v Rusiji, kjer je bil Stalin, podobno opazimo v Italiji, kjer je bil Mussolini, Franco v Španiji. Tako da likovnost je včasih vendarle v drugem planu. Tukaj je predvsem poudarjena ta navezanost človeka z zemljo. In tukaj imamo primer slikarskega, likovni primer, na začetku smo imeli pa tukaj primer plakata. Podoben motiv se nekako absorbira v tisoče in ene variante, tako v likovni umetnosti, nacistične likovne umetnosti, kot seveda tudi v samem uporabni grafiki, lahko rečemo, druge svetovne vojne. Drugače pa Werner Painer po drugi svetovni vojni ni bil preganjen, kakor bi lahko mislili, ampak je delal še naprej, je slikal v svojem slogu. Werner Painer je zanimiv avtor. Veliko teh avtorjev se ni odločil, da bojo pa slikali za naciste. Pač poklopil si je, da so delali slog, ki je bil nacistom všeč, že preden so nacisti prišli na oblast in tam ostali vse do leta 1945. Werner Painer je po drugi svetovni vojni delal recimo za razne kronane glave, sicer ne v Evropi, delal je recimo za Hailija Selasija, etiopskega cesarja, potem je delal za maroškega kralja, za različne, bil je kar uspešen umetnik. Umrl je pa v 60. letih 20. stoletja. Podobno opažamo tudi v nemškem kiparstvu. Zelo znan kipar, nacistični je bil Arno Breker. Danes ima ta gospod celo svoj muzej, ki je bil odprt, mislim, da leta 1987. Zanimive stvari so se ohranile. Večinoma njegovih del, teh nacističnih, je pa uničenih. Kajti večina teh del je krasilo te nemške nacistične palače v Nürnbergu in Berlinu in v bombardiranih zaveznikov so bila vsa ta dela uničena. Njegove skulpture, kot vidite tukaj, moške akte, ki ponazarjajo nekakšne vrednote
vrline, ne, pripravljenost, potem bojevnik odhaja v boj, prijateljstvo. Same figure po proporcijah, če jih dobro pogledate, ne posnimajo čisto klasične antike. Ne. Njegove figure so nekako malce podaljšane, razpotegnjene. Brez problema jih bi dali recimo v čas manierizma v Italiji, torej sredine 16. stoletja, po sami pretirani muskulaturi, kako vidimo tukaj, potem po razpotegnjenosti, kakor vidimo tukaj. Nekako bi jih lahko dali tudi v bok samemu Michelangelo po teh proporcijah. Gre pa za kiparja. Zanimivo to, da po drugi svetovni vojni tudi ta kipar bil zelo uspešen. Ta kipar je veljal za dvornega kiparja Adolfa Hitlerja, ampak po drugi svetovni vojni ga noben preganjal. Dobil je celo ponudbe od Stalina, da bi postal njegov dvorni kipar, ampak je to zavrnil. Rekel je, da v času svojega življenja ima en totalitarni režim čisto dovolj. Tako da je naprej delal samostojne razstave. Bile so tudi razne polemike, incidenti, v umetnosti krogih so ga vendarle poznali kot nacističnega kiparja, in ko je razstavljal v Georges Pompidou, torej v Parizu, so se pred temu centram v Parizu zbrali množici, ki so protestirali proti njegovi umetnosti. 87. leta pa vendarle dobi svoj muzej, ki še danes deluje. Še en takšen velik nacistični umetnik, lahko rečemo, je bil Josef Torak. Znan je predvsem po temu, da preden so prišli nacisti na oblast, je delal predvsem v takšnem impresionističnem slogu kiparstva, kot ga je delal recimo Rodin. Ko pa so nacisti prišli na oblast, je pa videl, kaj oni želijo, in je v takšnem slogu delal in je bil tudi uspešen. Delal je predvsem take monumentalne figuralike, figure živalske in pa tudi človeške. Njegove ekipi so veliki tudi po 20 metrov. Največjih je naredil za Marsovo polje v Nürnbergu. Nacisti so v Nürnbergu in pa tudi v drugih nemških mestih imeli nekakšne stadione, lahko rečemo poligone, kjer so izvajali te svoje parade in obredje. Eden takšnih je bil v Nürnbergu, imenoval se je tudi Marsovo polje, in okrog tega prostora preditvenega so ga kresili takšne ekipi nemških mitoloških predstavnikov arijske rase, poleg so bili pa tudi živalski in pa bojevniški sprevodi. Nobena teh skulptur se danes ni ohranila, pravzaprav zaradi uničenja v sami vojni vihri. No, tudi v arhitekturi se nekako odraža to zgledovanje po antiki. To je delo Alberta Spira, z tega slavnega nacističnega arhitekta, ki je projektiral veliko stavb. Nedvomno se je zgledoval po antiki, to dobro vidimo pri tribuni Zeppelinfeld. Imenuje se po bivšemu pristanišču za te Zeppeline, te leteče ladje. Zgledoval se je po antiki, zlasti po tem Pergamomovem oltarju. Ta je ohranjen v Berlinskem muzeju, fantastična zadeva za videti, resnično pusti vtis. Imamo celo kolonado, in spodaj imamo reliefe z antičnimi mitološkimi prizori. To kolonado je uporabil tudi Spir, tam zgoraj lahko vidite. Tole tukaj so tribune,
ki nekako lahko povežemo paraleli s stopnicami pri Pergamovem oltarju. Ta tribuna Zeppelin-Feld še vedno stoji, priporočam ogled. Po drugi svetovni vojni je to igrišče uporabljala predvsem ameriška gimnazija. Američani so bili v Nemčiji kar dolgo časa, kjer so vojaki živeli s svojimi družinami. Poleg so zgradili gimnazijo in gimnazijci so uporabljali igrišče za ameriški nogomet. Potem nekaj rock koncertov je bilo že tukaj, tako da jih še vedno uporabi, ampak zadnje čase pa kar pospešeno propada. Seveda tudi naravo so izrabljali za prikaz moči nad šibkejšim. Radi so uprizarjali na svojih plakatih in pa seveda tudi v svoji umetnosti razne živalske bitke, kjer germanski oro premaguje različne zveri, recimo kot v tem primeru kačo. Lahko imamo oro napada jelena ali pa kaj podobnega. Zelo velik poudarek so dali tudi na družino. To je delo Adolfa Wiesla, portrete kmečke družine, kjer so oče, mati, stara mama in vsi otroci prisotni na samem portretu. To delo nas nekako spominja na obdobje Biedermeierja, lahko rečemo, na nekega Tominca, ki je prikazoval podobe ljubljanskih meščanskih družin. Po drugi strani pa to delo veliko bolj sterilno. Te figure so vendarle veliko bolj brezosebne, vsaka je zastopljena v nek svoj svet, v neko meditacijo, izgleda kot zamrznene, kot da so resnično narejene za večnost. Drugače gre pa vse to za zelo dobre slikare, zelo dobre umetniki, ki imajo veliko znanja, predvsem starih mojstrov, tako predvsem Nizozemcev. Tole je detajl iz prejšnje slike. Tukaj gre resnično za neko lazurno slikarstvo, kjer se ne dela samo z barvo, ampak se dela z lazurami, sloj za slojem, ljubezen do detajlov, ker je tudi neka severnjaška tradicija. No, to sem že povedal, da umetnost totalitarnih režimov v 20. stoletju vendarle nekako delujejo zelo podobno. Zdaj, vse te slike, plakati, kipi, ki smo se jih že ogledali, verjetno ste že povezali nekako usporednice z nekakšno socialistično umetnostjo v Jugoslaviji tik po vojni, ko je še deloval Agitprop, torej ta agencija za cenzuro, ki je nekako diktirala po vzoru Sovjetske zveze, kakšna ne bo umetnost. Ampak za razliko od Sovjetske zveze, od Nemčije, Italije in Španije, kjer je vlada oziroma kjer so diktatorji diktirali, kakšna ne bo umetnost, se to v Sloveniji oziroma Jugoslaviji, po vojni Jugoslaviji, nikoli ni zgodilo. Partija je nikoli rekla, takšno umetnost morate delati, ampak je samo rekla, kaj jim je všeč in kaj jim ni. Vsak se lahko sam odločil, kaj bo delal. Delno so to rešili že v času narodno-osvobodilnega boja, torej v času druge svetovne vojne. Mogoče vam je znan primer Breze, kjer so bili vsi pomembni umetniki, ki so bili v NOB, recimo med drugimi tudi Božidar Jakac, razpravljali, kako ne se naslika partizanska Breza. In na eni strani so bili politični komisarji, na drugi strani likovniki, ki so nekako branili predvsem to likovno formo pred samo vsebino, medtem ko politični komisarji so zagovarjali predvsem vsebino. Niso razpravljali o likovnosti. In ko so govorili o partizanski Brezi, kakšna ne bo, so likovniki rekli, ne bo praktično takšna, neopogljiva,
delno ne bo posušeno, ampak še vedno ne izneklije življenje. Ne. Medtem ko politični komisarji so pa rekli, zraven ne se naredi partizanski mitraljez, ne, in to ne bo ta partizanska breza. Ne. In že takrat v času druge svetovne vojne so nekako bili likovniki tako močni, da so se nekako uprli tej državni umetnosti. Drugače pa je ta socializem, socialistična umetnost, ki je k nam prišla iz Sovjetske zveze, ne, predvsem zaradi povezav z Stalinom, nekako ustrajala vse do zloma, do spora med Titijem in Stalinom do konca spora. Potem pa so takšna dela z herojskimi figurami, zazrtimi v prihodnost, atletsko grejenimi partizani, nekako bila delana samo še po naročilu partije. Ne. Tukaj sta dve primerjavi. Ta plakat, prvi smo danes že spoznali, ne, vabi na vsenemško razstavo. Tega drugega se pa tudi verjetno marsikdo spomni. Ne. Bil je narejen leta 1987 pod okriljem novega kolektivizma, posebne skupine Neue Slovenische Kunst, ki so urali nekakšno avantgardo v Sloveniji, predvsem v 80-ih letih, nosi pa naslov Dan mladosti. Nedvomno brez kakšnih pretiravanj lahko povlečemo paralele. Ne? 1987 je bilo že tisto leto, ko se je v Jugoslaviji pojavila težnja po odpravi dneva mladosti, štafete. Ne? Tito je bil že nekaj časa pokojni. To idejo so podpirali predvsem slovenski politiki, pa tudi slovenske mladinske organizacije, ampak je bil vrh v Beogradu še premočan, da bi do kaj takšnega prišlo. In leta 1987 je bilo ravno leto, ko so slovenski mladinci morali poskrbeti za praznovanje dneva mladosti. V mladini in pa v novem kolektivizmu so sklenili, da bi bilo dobro narediti eno naslovnico, ne, na to temo. In naredili so takšnega mladeniča, atletske, mišičaste postave, ki zre nekam v daljavo, tako kot je nosi seveda luč, kateri vsi sledijo, nosi štefeto, ne, in v desni roki nosi zastavo, spet rokrako zvezdo v ozadju, tukaj vzgor imate grb jugoslovanski 6 baklami, 6 republik in pa vzgoraj goloba miru. To so seveda tudi poslali v Beograd, ne, pogledati, da so pogledali na tem odporu za štafeto mladosti, če je to sprejemljivo, ne, in vsi so bili zelo navdušeni. Super, ni božga personifikacija mladega Jugoslovana, ki zre v prihodnost in bo popeljal in združil zopet razcepljeno Jugoslavijo, kakršna je bila v 80-ih letih. Vse v redu in prav, dokler se ni najdel v tej komisiji Nikolaj Grujič, ne, inženir, in je rekel, da je on to že nek videl. Ne. In spomnil se je tega plakata, nacističnega, ne, in potem so resnično primerjali, ne, res namesto štafete je imel ta baklo. Ne. Potem nacistično zastavo so nadomestili z jugoslovansko zastavo, germanskega orla z jugoslovanskim grbom in golobom. Ampak podobnost je ta
zelo, zelo velika. Napetost je bila tolikšna, da je bilo nasprotovanje in da je zavrelo po vseh republikah, po vseh parlamentih in posod so obravnavali ravno to naslovnico. V glavnem, misel je bila takšna potem, oziroma na koncu so sklenili tako, da mladina ne sme izdati te naslovnice, drugače jih bodo ukinili in urednike in avtorje seveda novega kolektivizma tudi zaprli. Člani novega kolektivizma so zagovarjali to naslovnico predvsem s temu, niso tajili, da so povzeli po tem plakatu. Ne? Rekli so, da so da se zavzemajo za umetnost retro principa, kar je po svoje zanimivo, ker so se ga izumili sami. Ne? To ni bil uradno priznanje umetnostni slog, ampak takrat je jugoslovanska oblast rekla, v redu, je retro princip. Retro princip pomeni to, da jemljajo en motiv iz preteklosti in mu dajo neke nove vsebine, neko novo zgodbo. Ampak so rekli, plakat je preveč sporen, najbrž se ga bo kdo narobe razlagal. Ne smete ga izdati na naslovnici. In seveda člani novega kolektivizma so rekli, v redu, ne bomo ga izdali na naslovnic, izdali ga bomo v notranjosti mladine. In naslovnica je šla prazna. In kaj se je zgodilo? Nič. Mladina je šla, vsi so bili lepo tiho, štafeto so tudi še nekako speljali, pa potem se je pa reži kar ukinen. Ja, samo to je bila namerna provokacija. Ja, namerna provokacija je to, ja. Nekateri teoretiki se celo nekako tako razlagajo, da je bil tudi to eden izmed povodov, ki je sledil za razpad Jugoslavije. Zdaj, kakšen je bil ta doprinos, je seveda še vprašanje, ne? Ampak bila je pa to velika provokacija, ne? Velika provokacija. No, ti dve freski najbolj poznate, saj spodno, če ne zgorno, ne spodna, se nahaja v Bili Bled, avtor je Slavko Pengov, Gradnja nove Jugoslavije iz leta 1947, v zgore pa imate tudi Slavko Pengov zgodovina Slovencev od naselitve pa do danes. Gre za dva detajla. Slavko Pengov je sicer naredil veliko cerkvenih naročil, ne? Ampak po drugi svetovni vojni pa je izdelal tudi kar nekaj fresk v slogu tega socialističnega realizma. Slog socialističnega realizma ne smemo nekako zamenjati z socialno umetnostjo. Ne? Socialni realizem je bil v Sloveniji ene izmed vodilnih umetnostnih smeri, ki so jo gojili mnogi umetniki, tudi Ive Šubic. Ne? Predvsem je kritiziral družbeno oblast, pa razmere v tovarnah in tako dalje. Bil je zelo družbeno kritičen, medtem ko socialistični realizem ni. Ne? Ponavadi prikazuje predstavnike naroda zelo pozitivno, idealistično, vsi so močni, mladi, zdravi, polni neke energije, ali so zazrti v prihodnost, kakor smo videli že celo vrsto takšnih upodobitev, ali so zatopljeni v delo, ne? Vojaki so tudi takšni strumni. Seveda, realnost je bila v bistvu čisto drugačna, ne? Ampak politika se ni želela nekih, recimo, če imamo pred očmi borce, ne, ki so v naših gozdovih najverjetneje zelo trpeli, bili so lačni, bili so slabo oblečeni, potem bili so največkrat poleg tudi razni ranjenci. In realna slika, ne, ni bila takšna, kot vidimo tukaj, ne, spomenik odporu in trpljenju, Lojze Dolinar, Kraljevo, ne, in kako imamo predstavljeno to trpljenje partizanov in odpornikov. Kot neke herojske figure, ne, močne, trdne, ne pa kot neko stisko. Ne. Lahko mi še nazaj daš?
Tamo Bogov sem bil Sinice, le. Ne, to je Litostroj. Litostroj, to. Ne, Ja. Litostroju pa ni znajo rajtnikov, lepo vrskošno znam. Gradna Litostroja je v ozadju, ja. Ja, tam ja, tjede, desno, v Voglu, vrtile sklepnik, pogleda. Ja, možno, ne, pa koradna verzija je gradna Litostroja, ne. Je, srce sem. Desno, reči, čisto desno. Tole. To je Martina sklepnik, ki sliš, pa ti most za nabokaj. Ja. Možno. Nič nam rekel. Bomo enkrat mogli iti v Vilo Bled, pa bomo še enkrat pogledali te zadeve. Zanima pa me, ali so freske še prekrite s filankami ali niso več? Po potrebi. Aha, po potrebi. So bili še v prejšnjem režimu po potrebi. Aha, že takrat smo bila kinodvorana. Samo tle ne bistveno te slike in to, ker tako na moment pingov ni bil, ne. Da otarjamo opanke, kar pomeni, da prihaja od izpod jugoslovansko zastavo. To je sporočilo, dolazimo. Oziroma, že smo tle. Že tle, to je bistvo te freske. Tako. Zasukal. Veliko umetnikov se je moralo prilagoditi sistemu po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji. Zato, če se niso prilagodili sistemu in so bili nekako ustvarjali v svojem, jih niso vse kar po vrst naredili nekega pogroma, ampak niso dobili dela, niso bili deležni odkupov, niso bili deležni raznih razstav, recimo takšen primer Kralja, ali pa pri arhitektih, recimo Vladimir Šubic, njega najbrž poznate, bil je avtor arhitekta, študiral v Pragi, govoril več kot 8-9 jezikov. In kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni, zanj kar nekaj ni bilo več dela. Pa mojstrski arhitekt. Poslali so ga pa mislim, da nekam v Srbijo, da je delal ceste in tam ga je srečala usoda, ne bi ga zadela srčna kap. To je uradna verzija. Tako da, malo se kakšen umetnik, kot je bil tudi Slavko Pengov, se je sistemu, seveda, če je želel preživeti, tudi prilagodil. Tudi prilagodil svoj stil. Zdaj smo pogledali, kakšna je bila umetnost v povojni Jugoslaviji, v prvih letih, nekako od 45 pa tja do 53. Saj podoben slog, kot je bil v začetku teh 50 let ali pa takoj po vojni, se je obdržal še za naročila partije vse do razpada Jugoslavije. Ni pa to bil neki vodilni slog v umetnosti v Sloveniji, ki bi lahko rekel, da je državna umetnost. Za razliko od teh totalitarnih režimov, o katerih smo prej govorili, v nacistični Nemčiji ali pa v Rusiji, socialistični realizem nikoli ni bila državna umetnost. Vedno je bilo na umetniku dana izbira, seveda pa veliko je bilo narejenega na to temo že v času NOB, ko so razpravljali o tej partizanski brezi. Drugač pa partizanski plakat, kakšen je bil? Črpali so avtori ni nekega enotnega sloga, zato ker avtori so bili pobrani z vseh vetrov. Je bilo kar nekaj že šolanih akademskih slikarjev noter, kot je bil recimo Nikolaj Pirnat pa Jakac in tako dalje. Veliko je bilo še študentov na akademijah, ki so se še poskušali nekako izoblikovati v svojem lastni likovni govorici. Večinoma teh avtorjev je pa črpalo iz tega socialnega realizma, tega sloga pred drugo svetovno vojno, ki bi nekako, lahko bi rekel, vodilen v Sloveniji. V ospredju je bila predvsem ironija, satira, takšne so tudi dela Nikolaja Pirnata. Še vedno opazimo nekaj, močna likovna podoba in pa naslov. Tako kot na nacističnih plakatih. Le, da so to
večinoma manjši formati, delanje ne v litografiji ali pa offset grafične tehnike, ampak predvsem v nekem lesorezu ali linoleju. Tukaj imamo prikazanega partizana, ki je očitno že brez nabojev, ampak v žaru borbe svojo puško pobija nemškega vojaka, ki je že ves sključen, strgan in njegovo slabo naravo ponazarjajo že takšni detalji, kot so kremplaste prste, lobanja, ki spominja na smrt, kremplaste noge. Že navzven vidimo, kdo je dober, kdo je hraber, kdo pa bojezljiv in pa seveda slab. Večinoma teh plakatov, ki jih hranimo v našem muzeju, je bilo narejenih v partizanski tiskarni Kočevski Rog ali pa tudi v okrožni tehniki Jesenice. Kasneje so večinoma zalagali to območje z raznimi plakati, letaki, predvsem tiskarni Trilov in pa Donas. Na Jesenicah je delovala tudi še ena tiskarna, to je bila Blažejeva tiskarna Jesenice. Tiskal ni kakšnih večjih naklad, ampak bolj takšne razglase za nemško oblast ali pa, ko so bile Jesenice bombardirane, je natisnil tale oglas o oškodovanci, po zračni napad, javite se takoj na policiji. Kljub temu, da je Blažejeva tiskarna tiskala svoje oglase za okupatorja, je zalagala tudi partizane z surovinami, predvsem s papirjem in pa barvo. Celo stroje jim je dal za te dve največje tiskarne, za Trilov in pa Donas. Po vojni, seveda, pri novih oblastih ni bil v milosti, ampak so mu tiskarno, po domači povedam, zaprli. Seveda, s plakati so različno ideološke strani tudi agitirali. Pozivali so ljudi, naj se odločijo za eno ali pa za drugo stran. To se pojavi tako pri partizanih, kot tudi pri nemških oblasteh. To je plakat Slovenci k orožju, kjer je narodno-osvobodilna vojska skupaj z rdečo vlado osvobaja Jugoslavijo. Ne čakajte, vsi partizane, vse za partizane. Na drugi strani imamo plakat Koroške ljudske zveze, ki te kliče. Če ste opazili, oba plakata se obračata direktno na gledalca. Direkten pristop je značilen za takšne agitacijske pozive. Recimo tudi na partizanskem plakatu, ki vabi v partizane, ti, ali si se že odločil, tudi na drugi strani plakat Jožefa Beranika opozarja in kaže na gledalca, ti, ali si se že odločil, pa trkata na vez gledalca, kaj prispeval za večne boje. Tukaj ta plakata služita tudi za zelo dober ponazoritev razlik med tiskom, kar se tehnike tiče. Ta je izrazito risarski, bolj skromnega značaja, zelo majhen, predvsem zaradi tega, ker partizani niso razpolagali z velikimi količinami papirja, kot sem že povedal, so tiskali predvsem v lesorezu. Na drugi strani zelo dovršen, likovno dovršen domobranski plakat velikega formata, kjer je podoben domobranec, ki kaže na posameznika. Samo ta plakat ima še nekaj novost, torej ideološko noto, ta ne poziva v narodno-osvobodilno borbo. Preberite, Ne, ta ne poziva, ta poziva, da ne se
naj se pridružijo domobrancem. Ja. Različna sta si tako po vsebini, kot po likovni podobi. Ne. Eden je partizanski, drugi je domobranski. Ne. To vidimo tudi po kapah. Ne. Tukaj imamo domobranski simbol, tukaj imamo simbol Petrokrake zvezde, ki so nosili partizani. Drugače pa Vladimir Lakovič, zelo dober akademski slikar, ne. Poznamo ga po raznih podobitvah Prešerna, Jože Berenek, tudi zelo dober risar. Vse v vojno pletene strani v tem času so nekako razpolagali svojim najboljšim kadrom, kjer ga so dobili in tudi tega so uporabili za propagandne namene. Drugače bi pa Jožef Berenek, ne, rojen na Češkem. Njega oče je bil avstro-ogrski vojak, glasbenik, igral klarinet. Preselili so se leta 1922 v Zagreb, potem v Ljubljano, kjer je Berenek dokončal srednjo tehnično šolo. Želel je postati slikar, ne. Zato je šel tudi na Češko, kjer je pa mu takratna beograjska oblast Kraljevine Jugoslavije tega ni dovolila. Navsezadnje mu je uspelo, šel v Prago, ampak mu je umrla mati in se je vrnil. In vojna vihra ga je zajela v obdobju, ko je bil brez poklica, zato se je zaposlil v propagandnem oddelku slovenskih domobrancov. Drugače pa poznan po prvem ilustriranem romanu oziroma romanu v slikah Senkieviča Quo Vadis, kar je po svoje tudi ena izmed velikih del, mogoče danes premalo poznano. Se pa v tistem času že približa nekako likovni govorici stripa in pa seveda ilustracij, kar ponazori tudi na svojih plakatih, kakršen je ta. No, ta princip, ko se različne strani obračajo direktno na gledalca, poznamo že iz časa Prve svetovne vojne. Ne. To sta dva prva primerka. Ta vabi Britance, da se pridružijo angleški vojski pri osvobajanju Evrope izpod sil zla, Nemčije in Avstro-Ogrske. Tole je upodobljen Kitchener. On je bil angleški general in pa tudi obrambni minister v tem času in je skrbel predvsem za rekrutacijo. Rabil je nove, sveže vojake in Alfred Litt se je spomnil takšne podobe, da ga je narisal na plakat, kjer s prstom direktno kaže na gledalca. To se je tako prijelo, da so podoben princip ubrali tudi Američani, recimo Flag je to podobo recimo strička Sema, ki je personifikacija Združenih držav Amerike in prav tako kaže na posameznika. Tebi hočem za ameriško vojsko, lahko prevedemo. Ne? In če pogledamo nazaj, podobna principa sta ubrala tudi Vladimir Lakovič in Jože Berenek. To pomeni samo, kakšna kvaliteta sta pa oba avtorja. Dobro sta poznala dela svojih predhodnikov in tudi vedela sta, kaj je najboljši princip dobrega plakata. Da se osebno obrne na gledalca in mu potrka nevest. To so uporabljali tudi Nemci. Ne? Tole je plakat že iz leta 1919, ko so rabili delali nabor za vojsko, ne, po prvi svetovni vojni, čeprav so jo izgubili. Seveda je upis za vojakom je bil noben več ni hotel v vojsko po 4 letih vojskovanja. Na drugi strani plakat Mora, ki prav tako poziva, da se včlanijo med prostovoljce sovjetske armade. To je eden izmed najbolj
zanimivih in tudi po svoje zelo kvalitetnih plakatov Ivita Šubica. Tudi on je bil akademski slikar, bil med partizani. Naredil pa tale plakat, ki prikazuje mlado žensko, ki nekako tudi zre v prihodnost. Zelo lepo je senčina in podarjena je ta kontrast. Po drugi strani ima pa zanimiv motiv. Lahko pregledate, ima pretrgane verige in spodaj je naslov Slovenka, svobodna si in prvič boš volila. To je bil poziv vsem slovenskim ženam po drugi svetovni vojni, kajti ženske pred letom 1945 niso imeli volilne pravice. In povojna oblast je ena izmed prvih, ki je omogočila, da so Slovenke lahko prvič javno volile. Ta motiv, ki je pretrganih verig, naznanja predvsem to, da so pretrgali sistemom, prejšnjim sistemom, torej z nacističnim sistemom, po drugi strani sistemom monarhije, po drugi strani pa seveda tudi to, da so pretrgali vizi z zgodovino in oziroma zavrali oziroma obrnili novo poglavje v knjigi, kjer bojo ženske v Sloveniji seveda tudi volile. Ta motiv pretrganja verige lahko najdemo recimo tudi na prvi slovenski znamki Ivana Vavpetiča, veriga iz leta 1918. Tukaj imate dva primerka, 30 in 15 vinarjev, kjer je upodobil Vavpetič telovadca s pretrganimi verigami. Ta znamka je šla za državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila neka državna tvorba med Avstro-Ogrsko monarhijo in pa kraljevino Jugoslavijo, ki je seveda sledila. Išlo je približno 100 znamk, cena za celoten komplet se danes giblja okrog 10 000 evrov. Tako da zelo, zelo drage znamke, posamezna znamka, odvisno seveda od njene kvalitete, ohranjenosti, pa dosega ceno približno 100 evrov. Tudi Vavpetič je torej nekako ponazoril ta motiv pred... A je danes? Ja, ne vem, samo opazili. Pretrgalo verigo, niso pretrgali, kjer so pretrgali praktično vez z Avstro-Ogrsko. Pretrgana veriga pomeni vedno pretrgano osvobojenost praktično izpod zatirjenega sistema. Se pa ta motiv pretrgane verige zasledi tudi v nemški umetnosti. Tole imamo delo Olafa Gulbrandsona, bil je Norvežan, ki je večino časa prebil v Berlinu in pa Münchnu, bil je tudi v Münchnu profesor na likovni akademiji, v Berlinu pa član berlinske secesije. Plakat je nastal kmalu po prvi svetovni vojni, torej leta 1923, prikazuje pa Sokrajato roko, ki je oklenjena in verigo, ki je pretrgana. Nekako poziva ljudi, kaj želijo. Želimo biti svobodni, tako kakor so bili naši očetje. Predvsem je bil to nezadovoljstvo z Weimarsko vlado, ki so jo dobili Nemci po prvi svetovni vojni, kjer je bila šibka, kjer so se sledile krize, kjer je bilo velika inflacija in tako dalje. Ljudje so želeli slabo in želeli so biti svobodni teh, kako rečemo, teh sodobnega časa, tega prekletstva, ki so se ga po svoje nakopali sami, ko je nemški cesar napovedal celotni Evropi vojno. Na drugi strani imamo plakat, zdaj čas volitev, to je tudi volitveni plakat za nemške volitve, na katerih je kandidiral Hitler. Imamo podobljenega nekega atletsko figuro z mišicami, zelo jeznega izraza, ki je pretrgal z verigo, zgor piše šlucjec, torej zdaj pa zadost voli Hitlerja.
je pa v rdečih barvah, tukaj že vidimo ta simbol svastike. Avtor je Hans Schweitzer Mielner. Mielner pomeni Torovo kladivo. To je drugače tudi akademsko šolani slikar, ki je simpatiziral z nacisti, zelo zgodaj se je vključil v nacistično stranko, je pa postal nekakšen idejni propagandist, lahko rečemo, za naciste, seveda pod Goebbelsom. Veliko plakatov je nastalo pod njegovo roko, pod veliko plakatov se je tudi podpisal. Zdaj, zelo zanimivo, ne? Imamo nacističen plakat v rdeči barvi, pa to ne gre skupaj. Nacisti so uporabljali predvsem črno ali pa rjavo ali pa kakšno drugo barvo, tudi zeleno, ampak rdeča. Ta rdeča barva samo kaže, koga so želeli nagovoriti. Predvsem so želeli nagovoriti delavce v Nemčiji v 30 letih. Že prej sem povedal, da iz Rusije prihajalo kar veliko vpliva po novih družbenih spremembah, kot je komunizem, bolševizem in tako dalje. Predvsem so bili za to smer dovzetni ljudje, ki so delali po tovarnah, rudnikih, ki so delali v težkih pogojih, ki so bili slabo plačani, kjer ni bilo poskrbljeno za neko socialno varnost. In ravno to volilno bazo so nacisti potrebovali leta 1932, da zmagajo na volitvah in so jo tudi seveda pridobili. Po letu 1932, nekako, ko so prišli na oblast, torej leta 1933 naprej, vidimo, da delavskega segmenta niso več potrebovali za utrditev svoje moči. Zelo jasno so plakate tudi izražali tako lahko domobranski, lahko tudi partizanski, lahko tudi nacistični. Tukaj imamo enega nacističnega, ker je ravno iz našega muzeja. Zelo jasno so izražali, na katero stran se mora človek obrniti, za katero stran se mora odločiti. Zelo jasno je bilo to prikazano. Tukaj imamo prikazan en plakat, na katerem je upodobljena neka mladenka v neki narodni noši, modro nebo, s parimi oblački, spodaj so rožice, zadnje planine in nacistična zastava, takšna idilična podoba. Na drugi strani imamo okostnjaka v nekih plemenih, spodaj pokopališče, vzgoraj imamo napisan tot, torej smrt in peterokraka, zvezde z srpom in kladivo, na drugi strani življenje in vprašanje. Človek je že po naravi takšen, da se bo lažje odločil za bolj vedro, idealistično vsebino, kot pa neko okostnjake, ogenj in pa pokopališče. Že z barvami in pa s takšno juxtapozicijo podobe avtor natančno poda, za koga se mora gledalec odločiti. To je še en plakat Jožeta Bernega, Slovenec na zavrzi blagoslova neba, kjer večino je delo takšne plakate. Nekaj plakatov je naredil tudi takšnih, kot smo videli tamle, za agitacijo. Po drugi svetovni vojni je doživel usodo kot marsikakšen domobranec, ni zbežal na Koroško, ostal je v Ljubljani, celo prijavil se je takratnim mestnim oblastem, ki so ga nekaj časa pustile celo na miru, potem pa so vendarle potrkali na njegove vrata, zaprli so ga v šentviški zapor in potem ne bi ga usmrtili nekje pod Krimom. Je pa seveda tako nacistična kot pa tudi partizanska oblast uporabljala karikaturo za ponazarjanje svojih plakatov. Zelo zanimivi so ti plakati, ki prikazujejo razne konference,
tako konferenco na Jalti, še prej bila konferenca v Teheramu in potem še poznamska konferenca, kjer so se vsi trije voditelji srečavali. Tukaj prepoznamo Churchilla, potem Stalina in Roosevelta. No, na poznamski konferenci je Roosevelt že umrl in ga je zamenjal Truman. Ampak prikazuje vse tri zaveznike, ki si želijo osvoboditi Evrope, ki nekako bidijo v ozadju in spremljajo, kako Evropa gori. To je bil praktično antipropagandni program proti zaveznikom, da se ljudje vendarle da jih ne bi podpirali, da jim ne bi pomagali pri zamenjavi obstoječega stanja, ki bila pa seveda okupirana Evropa. Veliko skrb so predvsem pri nemških plakatih, opažamo, opozarjali pred bolševizmom. Ponavadi so prikazovali bolševike, če tako reče, kot neke partizane, ki so bili velikani, pošasti, ki teptajo po slovenski zemlji, po slovenskih ljudeh, ali pa jih v koloni pod partizansko oziroma slovensko zastavo vodijo v Sovjetsko zvezo, v Sibirijo, ali pa stanki vozijo po duhovnikih. Zanimivo je to, da so vsi trije plakati se najdejo v Gorenjskem muzeju, torej v Gornjesavski dolini, tako italijanski, ki ga vidimo tukaj, kot dva okupatorjeva. No, lik divje gorile je tudi zelo zanimiv na teh plakatih. Tukaj imamo prikazano gorilo z rdečo zvezdo na prstih, z srpom in kladivom, z nožem v zobeh in bombo v roki, ki grabi po slovenskemu kmetu, po slovenski družini. Od spodaj banditi pripravljajo pot bolševizmu proč od teh podljudi. Avtor je pravzaprav Hans Schweitzer, torej Torovo kladivo, glavni propagandist nacistične ideologije. Zanimivo je to, da ti plakati se pojavijo praktično po vseh okupiranih deželah, zamenjajo praktično samo ta spodnji del pasico. Tako da neki plakati je vendarle takšnih univerzalni, ki so se tiskali v zelo veliki nakladi. Največ je bilo tega natisnega v tiskarni na Tirolskem. Je pa ta simbol divje razjarjene gorile so uporabljale vse v vojno vpletene strani. Tako Angleži kot Američani, kot tudi partizani, vsi so sovražnika podavljali kot neko razjarjeno gorilo. Vpliv so najbrž dobili tudi iz zelo popularnega filma iz leta 1933 King Kong, kjer razjarjena gorila okupira New York in v rokah drži neko mladenko, na pol oblečeno in skočno na Empire State Building, kjer klopuje močni ameriški vojski, ki je pravična in hoče spraviti nekontrolirano zver nekako pod svoj okvir. To dobro primerjavo vidimo s tem plakatom, ki je sicer iz Prve svetovne vojne in je pravzaprav poziva vojake, oziroma Američani, naj se pridružijo ameriški vojski, da bodo osvobodili Evropo pred nemško gorilo, ki je personifikacija nemškega cesarja Viljema in v rokah drži prav tako na pol golo mladenko. Mladenka je v tem primeru personifikacija Belgije, ki je Viljem napadel in seveda zasedel in zlorabil. No, tudi Nemci so podavljali takšne pošastne oblike gorile z rdečimi bombami. Eno smo že videli tam na začetku, ki brani po slovenskem kmetu, drugi pa nekako stvari
pred bolševizmom, ki prihaja iz Rusije in to že leta 1917. Ne. Zelo, zelo zgodaj. Kaj prinaša bolševizem? Prinaša brezposelnost, vojno in lakoto. Ne. Samo to uporablja pa pravzaprav zelo močne barve, kar se tiče ozadja in pa gorila zelo temna, da pride do močnega kontrasta. Najprej, da z vizualno podobo pritegne pozornost gledalca in potem naslov, ki vse skupaj usmisli. Zanimiv je tudi plakat Rudolfa Felda, nemškega ekspresionističnega umetnika. Ta motiv noža v ustih smo lahko videli tudi pri tej gorili. Ta motiv je Rudolf Feld prvič podobil že leta 1919, ki prav tako je že svaril nemško ljudstvo pred prihodom bolševizma. Prikazal je nekega okostnjaka, zavitega v črno, z ukrvavljenim nožem med zobmi, ki drsi čez tiho pokopališče Prve svetovne vojne. Zanimivo je tudi to, da ta Feld, ta nemški ekspresionistični umetnik, ni bil pristaš nacizma, celo preganjen je bil zaradi svojega avantgardnega izražanja in pri njih ni bil zaželen. Kljub temu so se marsikakšni nacistični umetniki sposodili pri njem marsikakšno likovno rešitev, kot je tudi ta nož med zobmi. Ena vrsta plakatov svari pred nemškimi raketami V1. To so bombe, ki so bombardirale London. Kasneje so začeli tudi z bolj naprednimi raketami daljšega dosega z V2. Ena izmed teh je odgovor Nemčije, ki prikazuje Churchilla nekje v zaklonišču Whitehala, ki je obdan svojimi politiki, ki mu nekaj žugajo, najbolj niso zadovoljni in želijo v Churchilla naj ukrepa proti nemškim raketam, ki bombardirajo London in ga uničujejo. Churchill pa seveda ne more nič, samo skomigne z rameni. Tudi s takšnimi plakati, konec vojne praktično. Ti plakati se pojavljajo konec leta 1944, pa vse tja do maja 1945, ko so nemške oblasti preprečevali Nemce in pa seveda tudi vse v okupiranih deželah, da vojne še ni konec, da zaveznike ne morajo zmagati, da imajo Nemci še skrivno orožje, s katerim lahko v vojni seveda tudi zmagajo. Zelo likovno dovršen plakat je tudi ta V1 in to je šele začetek. Tukaj piše pač, kaj V1 je, da je to strašno orožje, ki prinese zmago. V1 kot simbol zardečno načrtan v ospredju in v ozadju. Škoda, da imamo luči prižgane, če bi luči temne, bi videli, da je v ozadju v Srhojeti mesto, ki gori. Imamo praktično zelo hitro in vizualno dojamemo, kaj se dogaja. V1 kot orožje, tudi oblika V1, V1 je dobila po sami obliki, ponazarja raketo in v ozadju, kaj povzroča, mesto, uničenje, požar. Zelo zanimivi so tudi ti protivohunski plakati, lahko rečemo, sovražnik posluša, Feind hört nicht, ali pa Švajk, molči. To so plakati, ki so pozivali lokalno prebivalstvo, naj pazijo, kaj govorijo, da so vohuni praktično prisotni povsod. Zelo znane in zanimive so rešitve umetnika Franca Oswalda Schiffersa, ki je naredil celo serijo takšnih plakatov, kjer so prikazani ljudje v različnih družbenih situacijah, včasih na avtobusni postaji, pa na vlaku, pa v čakalnici pri zdravniku, pa na železniški postaji. V glavnem nekih situacij, kjer se nemški državljan lahko znajde. In seveda, ko ljudje čakajo, se seveda pogovarjajo o najrazličnejših stvarih.
Nanje pa preži Šatman, torej mož senca, ne, samo senca je prisotna, samo čuti se ga nekoga, ki posluša, ki zbira informacije, ki jih bo uporabil proti nemškemu narodu. Sledila je cela serija takšna protivohunska, tako s plakati, kot radijskimi oglasi, kot s filmi. Ne. Te filme so ponovadi zavrteli pred kakšnim dnevnikom, ne, v kinodvoranah, kjer so pokazali različne situacije, na katerih morajo Nemci paziti. Ne. Zelo lepo dovršen plakat je tudi ta Molči, ne, kjer sovražnik posluša pri priprtih vratih. Ne. Zelo zazrt pogled sovražnika, kontrasten, zelo hitro nam jasno, kaj se lahko seveda zgodi. Takšno propagandno sporočilo so poznali seveda tudi zavezniki. Samo zavezniki so uporabljali manj dramatične, lahko rečem, manj dramatične likovne prijeme, ne, zelo naturalističen portret mlade vojakinje s prstom v ustih, ki nekako opozarja ljudi, ne bodo tiho v popolnih zadevah, ne pazijo na svojo okolico, ne pazijo, s kom se pogovarjajo. Na drugi strani imamo tudi zelo lep primer ruske ženske, ki prav tako poziva na prebivalce, ne bodo vendarle tiho. Avtorica, oziroma ena izmed soavtoric je tudi Nina Butolina. Gospa je bila slavna umetnica, žal je pred 4 leti tudi premenila, ampak pustila bogato dediščino, ki se nahaja po marsikaterem muzeju po celotnem svetu, od grafik, olj na platnu do kiparskih izdelkov. No, to je pa eden izmed najdražjih, lahko rečem, plakatov, ki jih hrani naš muzej. Gre praktično za stenski časopis iz leta 1942. Pred parimi leti je bil v londonski aukcijski hiši prodan za $5000, tako da nedvomno eden izmed zakladov našega muzeja v naši zbirki. Prikazuje pa zgodbo daljnovidnega Angleža, ki je podkrepljena z podobo, ki je nastala v angleškem časopisu leta 1909, ko je imel eden izmed angleških zgodovinarjev predavanje, oziroma eden izmed angleških zgodovinarjev predavanje, kdo bo vladal Združenim državam čez nekaj let. In seveda, nemški propagandisti so zelo dobro spremljali tudi zavezniški tisk, tudi pred drugo svetovno vojno. Ne. In vse, kar je bilo v njej zapisano, pa tudi, če ni bila uradna verzija, so seveda vzeli in zmanipulirali v svojo lastno korist. Tako so tukaj predstavili Indijanca kot domačina Združenih držav Amerike, oziroma avtohtonega prebivalca Amerike. V ozadju imamo strička Sema, torej personifikacijo Združenih držav, in pride in pahe Indijanca v prepad. In postanejo vladar Amerike, seveda Angleži, oziroma Američani. Za njemu prigleda že Jud, prepoznamo ga po bradi, klobuku, ne, in tudi ta pride za skalo in porine strička Sema v prepad. In kdo pravzaprav vlada Združene države Amerike? Praktično Judje. Zelo nazorna in narativna vsebina. Sedaj, danes se mi nismo skušali v neke ideološke debate, ne? Kdo ima prav, kdo nima prav, ampak smo se osredotočili predvsem tisto, kar nas umetnostne zgodovinarje zanima, ne? Predvsem ta likovna podoba, potem tudi posamezna ikonografija, ikonografski prizor, odkot motivi seveda izhajajo, na kaj so vplivali, in pa seveda ta moč
celotne podobe, ki vpliva na posameznega gledalca, na katerega plakat seveda na koncu tudi apelira. Ampak to še kakšno vprašanje? Če imate, kar povejte. Drugače smo izdali tudi publikacijo smo izdali, žal nobenega izvoda ni več, ker je vse šlo. Hitro so, tudi naklada ni bila toliko velika, bilo je 700 izvodov, ampak ta publikacija je šla zelo hitro v promet, ampak se pa dobi po raznih knjižnicah, so pa vsebovani vsi ti plakati, ki ste jih danes tudi videli na temu predavanju, še kakšen več mogoče. Hvala lepa za danes in lep pozdrav.